Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o tem, kateri vitamin je najbolj pomemben za po 50. letu, tako za moške kot tudi za ženske. A veste kateri? A vitamin. Zdaj pa, kaj veste o A vitaminu? Na hitro, kaj veste o A vitaminu? Aha, je v maščobi topen, to mislim, da vsi vemo. V glavnem, A vitamin se pridobiva iz barvastega sadja in zelenjave in najboljša izkoristljivost je, če malo popražimo recimo papriko, paradižnik, jagodičje, predvsem paprike, paradižnik, korenček recimo. Ampak količinsko, ko bi ga mogli zaužiti, da dobimo zadostno količino, to, kar naše telo potrebuje. No, tukaj je pa majčken problem dobiti vse to s hrano, ker bi mogli na dan pojesti približno 1,5 kila recimo korenčka praženega. In to so take količine, da večji del ljudi pač tega ne zaužije. V glavnem, kako veste, da vam manjka A vitamina in mogoče kako veste, da imate presežek D vitamina, ker zanimivo je, da D vitamin veže naprej A vitamin, da se med sabo vežeta. In če imate pomanjkanje A vitamina, se ne more pravilno D vitamin uporabiti za presnovo, za delovanje. Kdor ima povečane vrednosti D vitamina, lahko občuti točno to, kateri so znaki pomanjkanja A vitamina. In sicer, prva stvar je sluznica oči. Postane suha, občutek imate, kot da bi vam praskalo noter po očeh. Lahko imate bolečine v mišicah, lahko imate oslabljen imunski sistem. Pa bi rekli, saj D vitamin je za imunski sistem. Ja, ampak ko imate to kombinacijo skupaj s A vitaminom. Zdaj pa na kaj deluje tako močno A vitamin? A vitamin, zdaj tisto vam povem, kar tako vem na pamet, kar ponavljam že ne nazadnje 30 let. V glavnem, 30 let nazaj, ko sem začela sodelovati s podjetjem Neolife, in pač naravna prehranska dopolnila, veste, kako je izgledalo? Ne bom nikdar pozabila, bila sem v Besnici, v eni družini in razlagam o karotenoidu. Ravno karotenoid smo dobili takrat. In to je koncentrat korenja, paprike, paradižnika, jagodičja. Na eno kapsulo pride dejansko 1,5 kila izvlečkov. In jaz tam pač to kmečko področje razlagam o tem, da poješ eno kapsulo in da je to isto, kot če bi pojedel 1,5 kila korenčka. In se spomnim, to je bilo leta 1992, tam sedi en možakar in on posluša, ne ugovarja in na koncu reče, tako me pogleda pa reče, a ti to ješ? In to je bilo edinka, da sem se zlagala, ker sem rekla, jem. Ampak takole na veliko mi pisal, lažem. Pač nihče ni tudi probal, ne, tudi vzel, ne, tudi pač nihče ni kupil. In šele, ko sem sama preizkusila na sebi, kako to deluje, to res deluje. Zdaj pa zakaj sem jaz začela uporabljati prav karotenoid kompleks. A veste zakaj? Zato, ker sem leta 1995, se pravi, to je res že dolgo nazaj, imela očesni pritisk, se pravi glavkom. In vemo, da glavkom lahko povzroči na dolgi rok tudi tako močno slabšanje oči, da lahko slepiš. In karotenoidi, ta rdeča barvila, delujejo na splošno na vid, na živčne celice, na vse te molekule noter, recimo na en kvadratni milimeter je, čakajte vam povem, na en kvadratni milimeter noter v očeh je 160 tisoč čepkov, ki prenašajo informacije naprej v možgane. Če se vam te čepki pokvarijo in če je pomanjkanje A vitamina, ki vpliva na to, da gre informacija naprej, imate zameglen vid, se vam lahko začne dogajati očesni pritisk, slabša se vam vidi in tako naprej. V glavnem, jaz sem začela uporabljati karotenoid in od takrat naprej ga uporabljam in vam povem, da očesni pritisk je izginil. To je moja osebna izkušnja, tako da meni je bilo wow, deluje. No, druga stvar, ki je pa pomembna za A vitamin, je pa nujno potreben A vitamin za imunski sistem. Raziskave, ki jih je delalo sicer ameriško ministrstvo za kmetijstvo, je pokazalo,
da če na dan zaužijemo več kot kilo korenčka, ki dvigne imunski sistem, oziroma to pomeni 1 do 3 karotenoide na dan, pomeni, da se ti dvigne imunski sistem za 37%. Ampak zdaj pa poslušajte to, kaj je zadaj raziskave, pa ne te od ameriškega ministrstva, ampak dokazano je, mi imamo tukaj zadaj za prsnico, imamo droben center za imunski sistem, se pravi priželc. In ta priželc z leti začne usihati, krneti, njegova moč je vedno slabša in dejstvo je, da z A-vitaminom lahko vplivamo na moč tega priželca in da se v bistvu zaradi tega več novih celic imunskega sistema rodi. Dobro, vemo, da na imunski sistem, pa na srčno čakro, pa na vse deluje tudi žalost. In bolj, ko ste žalostni, bolj boste zadušili ta center za imunski sistem. In ljudje, ki so kronično žalostni, na stara leta lahko pride celo do tega, da ta center za imunski sistem jim odmre. Še vedno živijo, ampak z nizkim imunskim sistemom. No, poleg tega, pa zdaj, če pogledamo, znaki pomanjkanja tega A-vitamina so krhki nohti, suha koža, lahko imate težave s sluznico, želodca, črevesja, dvanajsternika, lahko imate povečana vnetja v telesu, lahko imate večerno slepoto, lahko se vam megli vid ali pa zelo, zelo pekoče oči, recimo, ko delate dalj časa za računalnikom, vas praska noter po očeh. Suhi, lomljivi lasje, nasplošno izpuščaji po telesu, tisti vsipi, veste, kar srbi, to je pomanjkanje A-vitamina, pogoste okužbe sluznic, tukaj pomeni, ti teče iz nosu, imate vnete sinuse, imate težave s pljuči, z bronhi, težko dihate. Potem, tisto, kar je pa prav ključno pri A-vitaminu, je pa neplodnost in predvsem težave s hormoni. No, zdaj pa pojdimo majčkeno na hormone. A-vitamin je dejansko en od ključnih vitaminov za uravnavanje stresnega hormona, se pravi ljudem, ki imajo pomanjkanje A-vitamina oziroma jim stres v štartu pokuri ves A-vitamin, A-vitamin pa potem deluje na imunski sistem in na vse ostalo. Poleg tega pa stres vam pokori ves B-vitamin, stres vam pokori še C-vitamin pa E-vitamin, rezultat je ta, da ko imate pomanjkanje A-vitamina pa B-vitamina, da postanete depresivni, nerazložljivo žalostni, lahko postanete jezni, se pravi, drugače odreagirate, kot pa če bi odreagirali, če imate zadostno količino vitaminov. Nekje sem prebrala, da normalni in srečni ljudje ob pomanjkanju sicer B-vitaminov postanejo depresivni. Ampak tudi pri A-vitaminu ne toliko, da deluje na depresijo, ampak A-vitamin deluje pa na imunski sistem pa na zdravje sluznic. Zdaj pa je vprašanje. A ste lahko srečni in zadovoljni, če vam ves čas reska noter po očeh in vas pečejo oči in komaj gledate? Verjetno ne. Tako da v glavnem, kdor želi imeti, komu priporočam A-vitamin, pač s hrano čim več, absolutno, če ne gre s hrano, vzamete še karotenoid. Kdor dela za računalnikom, kdor ima oslabljen imunski sistem, kdor ima težave s sluznico, z vnetjem v vašem telesu, kdor ima težave z vnetji v telesu, kdor ima težave s plodnostjo in na splošno s hormoni. Vsak tak potrebuje več A-vitamina. A-vitamina največ potrebujejo nosečnice, takoj za nosečnicami pa so moški, se pravi še pred ženskami, in ženska, ki vam manjka A-vitamina, pa postane koža suha, taka prosojna, neprožna, ker tudi koža je sluznica, ima sluznico, in dejansko, če vi želite se pomagati do mladostnega videza, je ključen A-vitamin. Kaj naj vam še povem o A-vitaminu? Se pravi, krepitev priželca sem vam povedala,
preprečuje vnetje očesne veznice, predvsem za oči je prav ključnega pomena, in vitamin A je nujen potreben za spolnost, plodnost, za spolne sluznice, za ženske, ki imate suho sluznico. Glejte, to, da vam govorijo, ja, po 50. letu imate suho sluznico in to je zaradi mene. Ne, dame, podhranjene ste, ker vam manjka A vitamina in predstopne A vitamina karotenoidov, imate težave s sluznico in zato pač imate pol vse ostale težave. Potem naprej, otroci imajo slabo rast, encimi hrustanca se ne proizvajajo pravilno, če vam manjka A vitamina. Potem recimo ključen A vitamin je pa za moški hormon testosteron, zdaj ko sem v teh hormonih moških, brez A vitamina dejansko se ne tvori moškim zadostna količina testosterona. Testosteron vemo, da vpliva na moške mišice in deluje tudi na moško spolno moč. Potem pa naprej, na kaj še deluje? Na oči, nohte, telesne celice. To je iz knjige Z vitamini do zdravja. No in kje zdaj dobite največ A vitamina? Poglejte, dobite ga ogromno v grahu, marelicah, avokadu, paradižnik, melonah, brokoli. Dejansko tukaj noter dobite ogromno količino A vitamina, ogromno dobite tudi v špinači, v vseh bučkah, ohrovt, papaja, tako da v bistvu A vitamin se da dobiti zdravo hrano, takrat, ko vidite, da imate obremenjeno telo zaradi stresa ali pa zaradi urami, ki jih preživljate za računalnikom, v tem primeru si pa treba včasih majčkeno pomagati. Zdaj, nekje sem prebrala, da pomaga za A vitamin za lepo kožo, tudi če ga namažete. Ja, jaz uporabljam kremo z A vitaminom, to je v bistvu pomlajevalna krema od podjetja Neolife, pač to uporabljam, drugega niti ne uporabljam. Ampak tisto, kar pa res verjamem, je pa to, kar date v sebe, potem to deluje na ven, na vašo kožo, na vitalno energijo in to se odraža na vašem zdravju. Tako da, ja, en kup koristnih zadev. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, da vidimo. Karte prehod v novo dobo, kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je ta trenutek res za vas pomembno, kaj je prav, da zavestite, veste, da se vam zgodi. Radost. Glejte, a sem prej govorila o tem, da žalost blokira prižaljc. Prižaljc je center za imunski sistem. In dejansko radost je pa na drugi strani. Več ko občutite radosti, bolj vam žari srčna čakra. Srčna čakra, ki poganja tako imunski sistem kot prižaljc, kot srce, kot pljuča, pač ti organe, ki so v tem prsnem predelu, dejansko srčna čakra se napaja z našimi občutki radosti. To je pa izbira zdaj, to je moja izbira. Zadnjič sem govorila z eno gospo in sva prišli do zaključka preko svetovanja, da je zasvojena z dramo. Ona rabi dramo. Ona poskrbi, da je drama in potem razmišlja in ima, se veste, mlinčka v tem, In mlinčka neprestano to, kar se dogaja in je kup drame. Če ste zasvojeni z dramo, to pomeni, da se lahko tudi odvadite te zasvojenosti. Zdaj pa, kako se odvaditi te zasvojenosti? A veste kako? To je potreba. Tako kot sem jaz imela potrebo, imam potem, da se počutim izkoriščeno in zlorabljeno, imate lahko tisti, ki ste zasvojeni z dramo, pač potrebo imam potem, da imam ta adrenalin, da se mi sprošča. Zadnjič sem pa delala z eno drugo gospo, je pa rekla, da ne razume, zakaj vedno, ko je v nekem ljubečem partnerskem odnosu, pač malo kuka, se malo dopisuje z drugimi ljudmi in ima neke metuljčke išče. Je pa dejansko zasvojena s tem, da se počuti, da hodi na meji. A veste, tako, zasvojena je z adrenalinom, ki ga občuti ob tem, da ne vara, ampak skoraj vara. A ni zanimivo? To je v bistvu na nek način potreba po adrenalinu.
če imate kakršno koli to zasvojenost, jo lahko pozdravite z zdravilno molitvijo dekodiranja, ki jo najdete v knjigi Ko imajo duše žur na strani 216. Bodite bolj prijazni do sebe, čas je, da začnete sebe bolj milo in bolj prijazno jemati, pa tudi druge. In še ena stvar, eno sporočilo. Ti, ki tole poslušaš, ti si popolna, ti si popoln. Dovoljuj si, da vidiš jasno in da vidiš resnico, ker resnica je vedno samo ena. Ne, resnica nima 1000 odtenkov, je črno-bela. In ja, včasih si težko priznamo resnico, ker je resnica boleča. In vem iz lastnih izkušenj, da ta ozaveščanje resnice je del procesa. Ja. Vsi smo na nekem potovanju, tako da res je zanimivo. A vam še povem moje potovanje. Sem rekla, da bom šla na Madžarsko. Skoraj sem prišla do Madžarske. No ja, nisem šla na Madžarsko. Šla sem do letališča v Benetke, odkudar bi mogla leteti na Madžarsko. Imeli smo pač srečanje Neulajfa. In me kliče hčerka, vnetje, sluznice. Ampak sum na slepič in sem se samo obrnila in sem šla domov in sva pristali in sva taborili v Izoli potem, na urgenci, kjer se je izkazalo, da dobesedno en predel, tukaj, kjer je slepič, in zdaj se je, hvala Bogu, vse umirilo, se je vnel. In je bilo tako, kot da, res je bilo intenzivno, ampak zdaj je v redu. Tako da ni mi bilo namenjen, da grem na Madžarsko, Bog si ga vidi, kaj mi je bilo prihranjeno. Tako da vsaka stvar je vedno prav, ne? Ta naša potovanja. Tako da uživajte, vse dobro in predvsem poskrbite za sebe, zato ker se imate radi.